Hvala Nina za najavo, hvala publiki, ki je prišla v tem lepem številu. Ni bilo zapata, da bojo samo 2-3. In hvala našemu gostu, ker nas je obiskal v Kranju. Torej še enkrat uradno dobrodošli v Kranju, mestu pridnih, poštenih, varčnih ljudi in Branka Grimsa. Hvala lepa, ker vem, da ste na Gorenjskem varčni. Sem prinesel 2 knjigi s seboj, ki jo poklanjam knjižnici, da bom imela manj težav z nabavo. To, kar sem rekel, moram dokazati. No, jaz bom ob tem času bom povedal eno anekdoto. To ni moje prvo srečanje z... Torej, to je zakaj? Za darila? Ampak morajo kakšno nagradno vprašanje odgovoriti na tega zdaj? Danes izjemoma ne. A to je za knjižnico ali za obiskovalce? To je za knjižnico. Knjižnica po obiskovalce. Ne dejte iz rok. Torej, to ni moje prvo srečanje z dr. Petrovcem. Pred 10-15 leti je bilo v kinoteki nek pogovor, ker smo sodelovali 3 ljudje. Tema je bila pa smrtna kazen na filmu pa v realnosti. In jaz moram zase priznati, da deloma zaradi osebnega prepričanja, deloma zato, ker sem zadojen z ameriškimi filmi, sem zagovornik smrtne kazni po določenih pogojih. In v tem pogovoru je dr. Petrovec oziroma Dragan me prepričal, da to ni ravno smiselno, oziroma mi je dal zelo globoko misliti o tem. Zdaj, veliko časa je že minilo, 10-15 let, tako da se je to malo pozabilo, malo je šlo, malo se je razkadilo, tako da je zdaj čas, da spet utrdimo gradivo. Spravno novo prepričamo. Brz za kec. Mogoče samo za začetek ena na kratko predstavitev dr. Dragana Petrovca. Torej je penolog, penologija je, da se ne bom jaz lovil jezik, veda. Nekaj v okviru kriminologije, veda o kaznovanju, čisto kratko. Raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo, profesor na pravni fakulteti, nekaj let je bil vodja ženskega zapora na Igu, kjer je uvedel eksperimentalni program režim bolj odprtega prestajanja kazni, potem bomo malo več poznaje povedali. Tudi kolumnist Ljubljanskega dnevnika, pisatelj, napisal je cel kup strokovnih knjig plus 2 bolj avtobiografske, zabavne, zadnji 2. Zagovarja drugačen pogled na kaznovanje, ne zagovarja represije, nasprotnik dosmrtnega zapora in smrtne kazni. Po oceni tujih ekspertov velja za vodilnega strokovnjaka za izvrševanje kazni v svetu, se pravi, ne samo v Sloveniji, ampak v svetu. Nekatere knjige, pomembnejše Kazen brez zločina, to je prispevek k ideologiji kaznovanja iz leta 1998, Mediji in nasilje iz leta 2003, obseg in vpliv nasilja v medijih v Sloveniji. Kult žrtve, ta je bila meni mogoče najbolj intrigantna od vsega, moram reči, da sem se kar zagrizel v literaturo, ki je današnji gost sproduciral, in so me vprašali, da si dobro pripravljen, sicer sem predvsej prebral, ampak zdaj še ne vidim, koliko malo vem, tako da nisem dobro pripravljen. Torej, kult žrtve je poglobljen, markanten in tudi provokativen pogled na žrtve, malo drugačnega kota. Nasilje pod masko in te zadnji 2 bolj avtobiografski, bolj zabavni, Fanče iz psihiatrije, pa Pismo nigerijske vdove, kjer je, kako bi rekel, če gledamo film, smo imeli zdaj en tak žanr, thriller, na začetku, to penologija, kaznovanje, en tak dramo, thriller, ki se nenadoma prelevi v komedijo.
In zaključil ta uvodni del, bom zaključil z citatom esej o kaznovanju iz knjige Fanči iz psihiatrije iz leta 2016, kjer Dragan samo sebi pravi takole: že vse življenje se ukvarjam s kaznovanjem. Najprej dolga leta pasivno, ko so me vzgajali s trdo roko. Potem so prišli vrstniki, od katerih sem bil vselej za pol lažji in drobnejši, tako da s prevzgojo po svojih postavah niso imeli težkega dela in so se ga z veseljem lotevali. Končno sem se izučil za nekakšnega filozofa in pridigarja nenasilja. Zdaj šele pada po meni, čeprav drugače kot prej. Kako pada po vas, kako ste prišli sploh do tega, kako pada po vas? Veliko vprašanja, ampak kar sami si izberete pot. En dolžen avtorski popravek, ker je bilo v prvem delu preveč hvale. Na Igu nisem jaz uvedel tistega odprtega režima, ampak sem ga samo vzdrževal in nadgrajeval. Uvedli smo ga skupaj s kolegi, ki jim gre dolžna zahvala, čeprav so že pozabljeni. To so bili psihologi, predvsem, od katerih sem se veliko naučil. Moj prvi stik s psihologijo, ki se je potem čez par 10 leti okrepil s sedanjim bližnjim stikom s psihologijo. Tretji sedež, prva vrsta levo. Ostalo pa drži, tista prepoznavnost v svetu, ti ne bom zanikal, je pa zagotovo, da pri nas doma, kdor se spozna na kaznovanje in spozna se vsak, je tudi vsak večji kot jaz. To pa zagotovo. Zato sem bil prav presenečen, to je zdaj hinavska reklama, prav presenečen sem bil, ko sem me danes popoldne poklicali, če bi jutri nastopil v Tarči o zaporih in o pobegu iz Kopra. Bom dal vse od sebe. To glede tega zadnjega pobega aktualnega. Ja, to sve. Sem bil edini iz Kopra v vseh letih. Če probamo malo podukovičati, da ni to tako v skladu z vašo, da ste pač dva zapornika šla z vašo filozofijo prestajanja kazni? Jaz sem bil že prej spustil, pravzaprav. A ja, da sploh ne vem, kako to moramo videti. Seveda. Kako zdaj pada po meni, je bilo pa tisto temeljno vprašanje, na katero še nisem odgovoril. V domačem okolju je zdaj v redu. Ja, to je prvo olajšanje. Glede teh ostalih penologov, tukaj je pa borba kartela. Tako da tukaj je napeto, glede kakšnih takih humanitarnih, pacifističnih idej. Vsaki humanitarni ideji sledi vsaj eno grozilno pismo. To je statistika trenutno. Torej, kaj je to, kar zbuja največ odpora pa kritik oziroma napadov na vas? Da imate to blago, permisivno politiko? Ja, če z tega polja humornega prestopim vsaj za hip, tako je bolj resno. Dve stvari se mi zdi tako pomembni. Ena je, da je oblast nad drugim najmočnejša droga. In imeti oblast nad drugim je tako močna skušnjava in tako nebeško lep občutek, da se malo kdo zmore temu upreti. In če dobiš oblast v kakršnikoli obliki, lahko je v neki skupini, ki ubije, taki, kot so Petrovce, treba ven pregrati, ali pa jim sploh ne pustiti, da pridejo sem. Lahko je politična oblast, lahko je premoč nad drugo stranko, ki jo treba diskvalificirati z vsemi pripadniki. Lahko je premoč v partnerskem odnosu. Če ne bi bilo, ne bi govoril toliko nasilja v tih družinskih slikah. Tukaj, ko opozarjaš na to premoč, tukaj zadaneš v eno nevralgično točko in ljudje se te premoči nočemo odreči. In če gre za premoč, recimo v zaporu,
Meni so mnogi rekli naravnost takole. V tistem trenutku, ko se greš ti eno demokracijo v zaporu, v tistem trenutku grem jaz iz zapora. Osebno seveda, tisto, ki ima moč, ne obsojenci. Tako da upeljava teh demokratičnih režimov je bila zelo zanimiva. 75. leta smo začeli s tem eksperimentom, takrat sem jaz začel delati na pravosodju in po 2 letih smo prišli do sijajnega zaključka, ki je bil na kratko povedano takle, da nam preveč predaval. 90% vseh obsojenih je bilo v odprtem režimu, kar pomeni, da so hodili domov vsak vikend, petka popoldne do nedelje zvečer, zlorab praktično ni bilo. 90% obsojenih pomeni ne glede na dolžino kazni in ne glede na kaznivo dejanje. In potem, ko se je to pokazalo, bi rekel v današnjem jeziku, ja, to se naredi copy-paste, se imamo 14 zaporov v Sloveniji, dajmo to porabiti še v drugih. Glavni rezultat z mečkim zadržka, prosim povem, je bil 20% povratništvo, medtem ko je bilo povprečje ostalega povratništva iz starih zaporov 60%. Se pravi, smo tudi v tem tretmanskem vidiku marsikaj dosegli. Copy-paste je pa popolnoma spregledal. Ne zaradi obsojencev, ne zato, ker bili obsojenci drugi bolj problematični, ampak zato, ker nismo našli osebja, ki bi se pripravljeno bilo odreči te klasični premoči. Zapor je prostor, kjer ti zakon podeljuje moč z manipulacijami vred. In to je tako lep kraj, da ni zapovedati. Te kritike torej prihajajo tako iz strokovnih krogov kot iz laičnih krogov? Seveda, ni se potrebno ukvarjati prav v zapori. Dosti na primer poslušati pa prisluhniti kandidatom, ki so se sedaj pojavili za varuha človekovih pravic. Vmes so tisto, kar bi jaz označil trdoroksi skrajnega represivnega režima, ki so pa sposobni odsvetličiti to svojo dikcijo na tak način, da bi lahko nasedel. V bivškem bratskem jeziku je krasen pregovor. Skupaj bi ga platijo, da ga ne znaš. Za inšpektorja takoj prevedem, če ga ne bi poznal, bi ga drago kupil. Kako je potem ta eksperiment na Igu, kako ste ga zasnovali, kako je nastal, kako je potekal, pa kaj je danes ostalo od njega? Odgovor na zadnje vprašanje je razvaline. Odgovor na prvi del, na kratko je bilo pa takole. Z obsojenimi smo se začeli pogovarjati, to so bile obsojenke in da me ne bo kdo obdolžil seksizma, bom citiral njih same. Z moškimi v zaporu ni posebnega problema, z ženskami pa hudir. Ženski kolektivi, da spet citiram ženske izjave, so zelo, zelo naporni na specifičen način. Taki izključno ženski kolektivi. No, tako bo tudi približno z nami, ker so nam tako na hitrco očitali, a vi s tem babom gor, to je en sam hec, vse skupaj pridete v moški zapor. Pa smo pa na našli moški zapor, ker smo to čez noč naredili. Nič posebnega, začeli smo se pogovarjati z njimi, začeli smo jih upoštevati, spoštovati na malo drugačen način, na ta način, da smo jim prisluhnili in upoštevali. Šli smo se tisto, kar je danes prepovedana beseda, šli smo se samo upravljanje, kar je protislovno, kako bo šel v zapor, čim bo samo upravljal in odločil obsojenec. 95% vseh odločitev lahko sprejmejo obsojenci, ker v situaciji, ko ga ne pritiskaš, ko ne manipuliraš z njim, bo večina njih povsem razumno razmišljala. In s takim skupnim sodelovanjem narediš zapor, kjer je preživljanje in prestajanje kazni prvič dostojno, drugič ima cilj in nenazadnje je bolj zdravo za vse tiste, ki so in smo noter v zaporu za obe strani, kar se je praktično pokazalo v tem, da v našem zaporu ni bilo bolniških med osebjem.
ni bilo teh standardnih slovenskih folklor, kot je alkoholizem, samomorilnost, kar je bilo v ostalih zaporih nadpovprečno. Ampak vsak dan smo prišli domov obupno zmatrani. Sam si čez noč od tega zdravega dela odpočiješ in greš z veseljem naslednje jutro spet na delo. V tistih zaporih, ker so pa pretežno samo odklepali in zaklepali, kar je tudi danes, nažalost, bistveno bolj praksa, kot bi bilo dobro, v tistih zaporih je zanimivo, da tako enolično delo ubija osebe. Seveda ubija tudi obsojene, ampak ubija osebe. Ne bi pričakoval, ampak praksa pokaže, več desetletna praksa to potrjuje. Ja, seveda, potem smo se začeli pogovarjati in kar je bilo zanimivo v prvi fazi, obsojenke niso zaupali, ker so čez noč prišle zamenjavo vodstva, nastavljala rigidnega upravnika, smo zamenjali za novo pedagoginjo in seveda niso zaupali, kot največ nihče ne bi zaupal. Mislili so, da gre za manipulacijo, da ne smejo izraziti nekih svojih občutkov, ker bojo takoj kaznovane. Ko so videli po nekem času, po nekaj mesecih, da nikomu nič ne grozi, se je potem začel tak postopen krešendo želja, občutkov, pritožb, vsega tega. Potem smo videli, da v večini primerov vsem tem, ki so notar, lahko zaupali. V večini primerov. 10 let, kar sem bil tam, nismo izrekli niti ene disciplinske kazni. Kar je tako fajn. Rezultat, imeli smo pa par pobegov, to je pa res. Iz odprtega zapora to ni bil poseben podvig. Odprt pomeni, da ni bilo nikjer nek zaklenen. Zvečer so se zaprla tista glavna vrata na Igu, ampak to je pa tudi vse. Tako da se pazniki niso bali, kdo bi odzunaj prišel. In koliko časa je ta režim potem trajal? Do svobode. Ko sta izbruhnili svoboda in demokracija, je bilo na marsikaterem področju seveda bistveno boljše, da ne bi dobil za jugonostalgika kar tako počez, na marsikaterem je bilo pa slabše. Zato, ker smo si to svobodo vzeli in jo pojmovali kot izključno mojo svobodo. In me pa bolj manj še zanima, kam posegam jaz to svojo svobodo, kje se začne svoboda drugega. In s pomočjo parlamenta, ki je bil takrat zibelka sovražnega govora in je še danes, smo sprostili vsa negativna čustva in v določenih stvarih smo se nekateri, ki smo vodili ta eksperiment, zelo motili. Bili smo prepričani, da potem, ko ustvariš tak demokratični režim, ki je trajal 15 let, da nekdo, ki pride na novo za upravnika, upravnico, ne more več obrniti te zgodovine nazaj. To je kot, če stopiš v eno reko, te bo toliko potegnil s sabo. In tukaj smo se zelo motili. Dve stvarih. Prvič, močan, represiven posameznik to lahko doseže, čeprav ne čisto sam. Zmotili smo se pa tudi v osebju. Približno polovica osebja se je strašno razveselila starih časov. In ni bilo težko v par letih zapraviti vsega kapitala, ki smo ga ustvarili. Torej, zato rečete, da je to v razsulu dan danes. Seveda ni v razsulu takem, kot ga bi videla večina ljudi, ker ne zgleda na prvi pogled kaj posebnega, ampak meni je srce zabolelo, ko sem videl najprej vhodna vrata zaklenjena čez dan, potem sem videl cel sistem kamer, pa sem šel noter najprej skozi te detektorje, ki jih mi nismo poznali. Potem sem naletel na prva zaklenjena vrata, tako imenovani KPI, in potem na druga, ki vodijo v tisto upravni del. Prvo so se obsojenke prosto sprehajali tudi med upravo, če je imela kjera kakšno stisko željo brez urnika, vedno smo bili na razpolago, zdaj pa vse pod ključem, režim zaostren. Da ne bom prepameten, moram priznati, da je zdaj nekaj novih težav, ki jih takrat nismo imeli. In ne bom tako, da bi danes ne bi bili z odprtim režimom kos. To so narkomani. Narkomana ne moš biti odprtim režimom. To je čist res. Če ima še tako dobre namene, ne bo zdržal. Takoj, ko se pojavi priložnost,
99%, da jo bo izkoristil. In ni razen lepe zgodovine nekaj veliko stalo od tega programa oziroma od tega načina. Ne, tudi ostali zapori, vsaj tistih par, mogoče 3-4, kjer je bilo do neke mere to tretmansko vzdušje vzpostavljeno, so se dosti kar obrnili nazaj. In če ste zdaj poslušali ta spopad med dvema upravnikoma, direktorjema in predsednikom sindikata, v tej stvari upravnikoma dala prav. Vodja sindikata zdaj je predstavnik tiste stare represivne sile, ki govori o tem, da imajo obsojenci hotele in da so pazniki tisti, ki trpijo. V tistem trenutku, ko se začnejo pazniki pritoževati, da se obsojencem godi kot v hotelu, je nekaj močno narobe. To ne pomeni, da bi morali mi zmanjšati in zaostriti režim pri obsojencih, pomeni, da je treba pogledati, kaj s pazniki, kje so prikrajšani, kako se počutijo, zakaj se tako počutijo in to analizirajo. Prejšnji mesec smo imeli goste, projekt skupino vključujemo in aktiviramo, poznate to? Torej, JAK, Slovenska agencija za knjigo, javna agencija za knjigo, je organiziral kup delavnic, ne samo po zaporih, ampak tudi po zaporih, po ustanovah za družbeno ranljive skupine, se pravi za avtistih, za narkomanih, za ostalih in zapornikih. Razne delavnice, pisateljske, ilustratorske, striparske, jaz sem sodeloval kot v striparske, so me povabili in moram reči, da je bila zelo močna in markantna izkušnja na dobu, ker sem noter stopil. Zato sem rekel, da sem še nekaznovan, ampak nekaj se narediti. Torej, vsekakor zelo kvaliteten, dober premišljen in široko potezno zastavljen projekt. Imeli smo 3 goste. Zadnja je bila Nevenka Lekan, ki je sodelovala v tem literarnem programu, od precejšnje razvaline, bila je 180 kg težka, diabetik, več srčnih napadov, praktično na robu življenja. Da ne govorim zdaj, kaj je, mislim, greh njen sploh ni bil to verga, kot bi si mogoče mislil, dobila je 9-letno drakonsko kazo, in ona se je med drugim je rekla, da je zapor rešil življenje, med drugimi aktivnostmi je sodelovala tudi v tej vključujemo in aktiviramo in je začela pisati in je napisala 2 kar močni in uspešni knjigi. Drastično je shujšala in je to izkušnjo nam prejšnjič povedala njeno. Mogoče v bistvu je imela samo lepe besede za nasploh, zapor kot tak, ker je rešil življenje. Edina kritika je bila, da, pa to sem rekel, da bom vas sprašal, je rekla, ko greš na izhod, na obisk, mislim, med prestajanjem kazni, morajo vse vedeti do najmanjše podrobnosti, kje boš, kje se boš gibal, naslov, vse, ko pa to kazen odslužiš, pa pač greš domov, a greš kamorkoli, pa nikogar nenadoma več ne zanima, kam boš šel, kako se boš preživljal, karkoli. A je to naloga zaporov za prestajanje, ali ima prav, ali kaj bi mislite o tem? Mi smo imeli te stvari zelo urejene, ni nas toliko zanimali, kam grejo med izhodom, čeprav smo nekako skupaj planirali marsikaj, nas je pa zelo zanimalo, kaj bo po prestani kazni v mojih časih, ki so bili drugačni glede zaposlitve. To točno vem kot danes. V mojih časih je bilo na Igu, se spomnim še s to številke, 82% obsojenih v daljšem obdobju je bilo urejeno zaposlitev, ko so prišli ven iz zapora. Zato, ker smo to urejali ne par mesecev pred potekom kazni, ampak smo začeli urejati prvega dne prestajanja kazni. Tako je ena postpenalna pomoč po prestani kazni se mora začeti prvega dne, ne glede na dolžino kazni. Ker lahko človeka začneš vključevati oziroma ga moraš se poskusiti vključevati v okolje čim prej se da. In za obdobje obsojence ni posebne ovire, da ne bi bili vključeni. Lahko delajo izven zapora in prihajajo samo nazaj v zapor na vse ostale aktivnosti. Lahko nadaljujejo s poklicno dejavnostjo celo, če so krajše kazni.
Tako da ven, ko grejo ven, morajo imeti te stvari urejene, zato ker so eksistenčno pomembne. Danes pa vidite, da to nikogar ne zanima. Tega ne vem, kako je po posameznih zaporih. Vem, da je bistveno težje, verjamem pa tudi, da jih je kar precej takih, ki to ne zanima. Gremo malo na novo temo. Torej, jaz sem slehernik, Slovenc, gledam televizijo in hodam v službo, imam družino, svoj poklic in ko gledam televizijo, dostakrat se jezim in se pogovarjam s televizijo. Spoznam se na vse živo, spoznam se na šport, vem, koga je treba izbrati v ekipo, vem, kako je treba, kaj mora trener narediti, da bomo zmagali nasprotno ekipo, razumem se v ekonomijo, vse vem, kaj je škripe, pa kaj je narobe, razumem se v zdravstvo, vem, kaj bi se moglo narediti, razumem se v politiko, v parlamentu bi hitro naredil red, obvladam tudi zgodovino, točno vem, kdo ima prav, pa kdo nima prav v zgodovini, pa kaj bi bilo zdaj treba narediti. Zašedel smo si podobno. Še posebej, čeprav nimam nobene izobrazbe, se pa razumem v sodstvo in kaznovanje. Točno vem, za kakšen zločin, za kakšno dejanje bi mogel kdo, kakšno kazen dobiti, koga bi bilo treba postaviti pred zid, koga bi bilo treba kaznovati, pa zakaj sodstvo ne dela dobro. Kako, da se jaz dobro spoznam na vse te stvari, pa nisem strokovno podkovan? To so skriti talenti. Malo razvijamo, jaz sem svoje čase bral, da je podobno z intuicijo. Vsi imamo neko intuicijo ali šesti čut, ampak premalo delamo na tem. Eden od mojih zapisov je posvečen temu šestemu čutu. Mislim, da v Vdovi, Fanči. Ja, to enostavno je tako. Lahko samo povem praktičen primer. Mogoče bo kolegica pritrdila. Tukaj imam kolegico, ki sem z veseljem pozdravil, ki se pa res pozna na to, sodnico med nami. Na podiplomskem študiju vsako leto praktično povem isto zgodbo, resnično zgodbo, nek kazenski spis. Sploh ni stvar detektivske narave, vse je znano, vse okoliščine so pred nami, edino to vprašanje nam ostane, kakšna kazen je ta prava. In potem na našem podiplomskem se v glavnem znajde velika večina pravnikov, sodniki, tožilci, skratka, morda še za mečkim bolj verzirani kot so mi dva. Čisto manj, ne veliko, ampak čisto manj pa ja. Ampak skupinsko delo odpade, kar pomeni, da ima vsak svoj listek in na tisti listek po skrbnem premisleku napiše kazen, ki bi bila ta prava. Kaj pa zdaj? Jaz zberem listke in potem napišem rezultat na tablo in potem z vsem dolžnim spoštovanjem tiste listke vržem v koš za zaščito osebnih podatkov. In na tabli je vse od pogojne kazni do 20 let. Ves spektr, kar pove marsikaj. Ne, da je napačna 20-letna ali pa da je napačna tista prva. Pove, da je sodba še vse kaj drugega kot nek objektivni odmerek kazni. Ker bom malo večji, pa še bolj pameten, bom to kombiniral z izsledki svoje žene, ki se ukvarja s čustvi in bom dal zraven lestvico, pa si predstavljam, da bojo potem morali napisati v drugi fazi, ko so že obsodili, kakšna čustva so prevladovala pri tem, ko sem jaz upisoval krvoprelitje v gor, karkoli se je že zgodilo. Je krvoprelitje kje? Je. V tem primeru zdaj, ja. Potem pa vidimo, da ta čustva vodijo v eno široko paleto od skrajne leve do skrajne desne in tista iluzija o objektivnosti sodstva se ponavljamo razgubi. Ne vem pa, kako je pol z inštanco, ki na pritožbo ena ali pa drugno se nekako pogliha, to bi kolegica bolj vedela razložiti, ampak
načeloma je slika taka. Ne bi se počutila midva zgubljena tam noter. Ja, jaz se počutam. Ne glede na rezultat. To je bilo seveda ironično, pa namreč gre za to, kako ljudje, ki niso strokovnjaki, koliko se razumejo pod narekovaji v določene stvari in bolj, ko so zadeve kompleksne, večplastne, bolj obvladajo. Ne? Ampak sodstvo, da vas prekinem, ni večplastno. Ni? Sploh ne. V sodstvu imamo porotnike. Porotnike ste lahko vsi razen sodnice, ker je že tako funkcij. Mogoče še dolgo, prostite, še ne poznamo vseh. To pa nas obstaja, ni to sami za ameriških? Ne. Tudi pa nas obstaja. In porotniki v prvi fazi sojenja imajo celo premoč. Nad sodnikom, če bi se tako odločili, vse se ne upajo, ampak imajo pa to moč. Slušam, moraš. Vse se ne motim, ne. V glavnem, moj point je malo ironično povedan, je bilo to, da se javno mnenje je predvsej kritično, se pravi, do teh sodnih uradnih odločitev, kakršnekoli že so, ne, in zahtevajo, se pravi, pod vplivom medijev, pod vplivom čustev, pod vplivom tudi dezinformacij, ne, zahtevajo neprimerno bolj hujše, težje kazni, ne, kot naprimer od 20 let, koliko je pri nas zdaj zapora maksimalno, ne? Ja, se pravi, večji obseg do smrtne kazni, ne, praktično, ki smo nekako kot temelj neke civilizacije pod humanosti izstopili, ampak so glasovi čezdalje močnejši, ne, tudi pod vplivom javnega mnenja, da se to namreč vrne. Ja, neka varovalka je v Evropi, mislim, v tem EU-ju glede smrtne kazni. Jaz celo mislim, da ni verjetno, da bi se glasovi tako ukrepili pri nas. Ampak na nekaj zanimivo se ne spomnim na to, kako oblikujemo neko stališče pod vplivom medijev. Čisto kratka zgodba. Pred 25 leti ne bi se zgodilo v eni osnovni šoli na Dolenjskem posilstvo nad eno deklico, 9 let staro, in potem so začeli ugotavljati, kdo bi to bil, in po zelo zapletenih postopkih so ugotovili, da je to lahko samo en Rom, šolar iste šole. 14 let. Par mesecev mu je manjkalo do 14 let in tukaj noter je bila ena velika težava. Ker je tožilec rekel, samo par mesecev manjka, pa ga bi imeli v rokah. Ker kazenska odgovornost se začne 14 letom, tudi takrat smo samo socialni ukrep. Ker je bila stvar bolj zapletena, ker nismo mogli tega kazenskega postopka izpeljati, je pa Ministrstvo za šolstvo, ki je imelo nekaj pristojnosti v tem, izoblikovalo komisijo 4 izvedencev, ki so nadomestili na sodišče. 3 so bili vrhunski, to jamčim, 4 sem bil pa jaz. In delali smo ločeno eno do drugega in po enem tednu smo vsi 4 prišli skrb s popolnoma jasnim zaključkom, da ni najmanjšega dokaza, da bi ta Rom to naredil. Dvignila se je civilna iniciativa ljudi, ki vse vedo, tako kot mi dva za Šankovo času, ki je zahtevala marsikaj. Ja, in to ne samo linč tega domnevnega storilca, med drugim tudi linč enega od izvedencev, to nisem bil jaz, ki ga je kolegica kazensko ovadila, zaradi tega, ker je spisal oprostilno mnenje. Ta ženska, ki je to naredila, je vodila vso tisto civilno inicijativo, pa ustrajala do konca, da je ta fant to storil, in kar je bilo najbolj žalostno pri zgodbi, ker so vsi vedeli, ker je vsa javnost vedela, kdo je storilc, je pravi storilc še 1 leto nemoteno zlorabljal tega mojega otroka. Tista poanta, ki se jo hotel poudariti, je pa naslednja. Potem, ko je bilo to razkrito, je bila neka radijska kontaktna oddaja, kjer sem jaz nekaj govoril o teh stvarih, in potem se je oglasila ena poslušalka, povedal sem pač, da je tisto, nič sem naredil. Danes je znano kulturno ime med romsko populacijo. In ta radijski eter se oglasi ena poslušalka s takim sočutno obupanim glasom, ki je veljal meni.
Rekla je pa dobesedno takole: joj, tako šolan človek pa take govori. Kar je bilo meni najbolj zgovorno dokazilo o moči medijev. Koliko medije enega cigana zagrabijo za vrat, ga stisnejo in ga naredijo za krivca, in ko k temu pripomoremo še vsi ostali, ki imamo prikladno žrtev, potem nobena resnica ne pomaga več. Nobena resnica ne pomaga več. Ja, to je bil res tak drastičen, pa žalosten primer, ko se je skoncentriralo čustveno okoli te kampanje. Kriv je, treba ga skoraj na kol natakniti, in ni, noben račun ne pomaga. Torej, to, jaz se spomnim tega primera, to, da ste vi rekli, da ni najmanjšega dokaza, da bi bil, tega se ne spomnim, to ni bilo nekje objavljeno, ali pa zelo kje obskurno. V glavnem je objavljeno to šokantno, senzacionalno, pa spektakularno. To so napisi iz enega naših najbolj prodajanih dnevnih časopisov, najbolj vsi veste, zakaj gre, ki raziskuje, ki se pase, ki mrhovinari praktično na teh najbolj nizkotnih zločinnih dejanjih, če jih pa ni, se jih pa zmisle ali pa jih uvozi iz tujih držav. In je pa vidno, da mi to radi beremo, če bi mi prepravili, ne vem, dr. Petrovc je uvedel liberalen program prestajanja kazni, to skoraj nikoga ne zanima. Če pa imamo tam senzacionalno, šokantno posilo, pa še ne vem kaj počel, najbolj umazani detalji, to dobro tudi analizirate, pa obdelujete v tej knjigi Nasilje in mediji, potem pa to vsi berejo. Se pravi, slaba novica je dobra novica in iz tega ven ne moramo. Poleg tega je meni to ta kratkost, en čas traja ta naboj, kratkost trajanja tega, ni, ne traja dolg časa oziroma poglobljeno oziroma razkrivanje ozadja. Zanimanje javnosti za neki zločin, neko dejanje pač traja en čas, potem se pa to pomiri. In nobenega ne zanima, kaj je zadnje, kaj se je pa zgodilo, to, kar ste vi ugotovili. Nikoga ne zanima širša slika, kompleksnejši odnos. Zanima samo, to se je zgodilo, on je kriv, dajmo ga na koga. Samo en časopis je objavil izsledke. Kateri? Nekaj zelo. Dnevnik. Kar je pa še hujše, pa naslednje. Čisto kratka izkušnja iz te zgodbe. Po enem letu, še kasneje, je urednik takratnega tednika začel napoved nekega prispevka s naslednjim stavkom. Leto dni, ali še nekaj več kot leto dni, po tem dogodku deklica še vedno hodi v šolo vsak dan mimo svojega storilca, kot žrtev mimo posiljevalca. In jaz sem kar protestiral, sem poklical urednika po telefonu in urednik reče: kaj? Jaz sem kaj takega rekel? Nikoli. Jaz sem avtomatično stopil korak nazaj, sem se opravičil, sem rekel, tako sem že vpleten v ta primer, da največ kaj konfabuliram, sem rekel, moram preveriti. In ker sem bil prijatelj na televiziji, sem rekel, poslušaj, mi ti lahko posnetek priskrbiš, da vidim, da se človeku upravičam, če bo potrebno. Rekel, prijatelj, seveda, noben problem, jutri dobiš posnetek. Naslednjega dneva pokličem, pa reče, posnetek je v bunkerju, oziroma celo oddaja je v bunkerju, ne moram do nje. In potem sem poklical starše tega domnevnega storilca, ki so vestno zbirali vse zapise o njem. Sem rekel, imate slučajen videorekorder? So rekli, nimamo. Imamo pa kasetar. In so posneli na navadni kasetar zvok, sredin pa slike, ampak to, kar je rekel. In potem sem napisal pismo bralca, čisto običajno, ker sem se to lepo razložil. In kakor nisem, vsaj upam, da nisem, pa da ne bom posebno maščevalen človek, ampak se mi pa tako malo začutil olajšan, ko je šel v pokoj s tem dnem ta urednik.
V knjigi Mediji in nasilje omenjate tudi, torej poleg teh časopisnih poročanj, omenjate tudi nasilje na filmu, še posebej ste izpostavili film Bonnie and Clyde, ki je nekak mejnik v obravnavanju nasilja, namreč obstaja ena scena na koncu, ko jih prerečetajo, res posneta na tak divji, brutalen, realističen način, ki je nekak začetek mnoga obravnavanja nasilja na filmu. In zdaj, predpostavka je, da nasilje v medijih, filmu, knjigah, literaturi, televiziji, kjerkoli, da vpliva na nasilje v družbi. In na Švedskem so ta film prepovedali, ki je zelo liberalna družba, zelo odprt odnos do seksualnosti, ampak ta film so pa rekli ne. In mandaj so celo neki izsledki bili, da je to, kako bi rekel, da je to bila pozitivna poteza. Ja, več raziskav je, pri čemer se bo seveda vsak spisal na svoje, čeprav je kar nekaj takih raziskav, ki potrjujejo, da nasilje zlasti pri otrocih slabo vpliva. Ali gre za to, da so lahko prestrašeni, odvisno od občutljivosti, ali gre za to, da posnemajo te vzorce, ali pa tudi za to, da čez čas postanejo neobčutljivi na nasilje, morda se jih ne dotakne več, niti pasivni obliki in niti v aktivni, kadar bi ga sami izvrševali. Zdaj, kako to meriti in kako na dolge čase spremljati, zlasti v današnjih razmerah, ko na internetu najdemo popolnoma vse, kar si zaželimo, tega pa ne vem. No, iz mojega osebnega stališča kot pripovedovalec, avtor zgodba, kot slikar, pa kot ljubitelj filmov, kjer so mi všeč te ekscesne stvari, ko gre korak čez, pa mislim, da ni kot osebno name pustil nekega takega vpliva, da bi si jaz kaj zelo, zaradi tega, ker sem gledal nasilje na filmskem platnu, in ki je prebijalo neke meje, da bi to zdaj vplivalo name, da bi si jaz res živel nasilja tudi v mojem privatnem življenju, pa tudi neki krog ljudi poznam, ki imajo radi filme, tudi nekih je tle, ki imamo to radi na en tak tarantinovski način, ekscesno nasilje, pa to, ampak smo neškodljivi, tako da ni nujno, da to slabo vpliva oziroma obstaja neka taka subkultura. Nočem zdaj več polemizirati, ampak ni nujno, da je to, mislim, to je, kako bi rekel, od vse v realnosti, takrat se je dogajal Vietnam, dogajale so vojne, do takrat so jih prikazovali relativno mirno, kot da je tako, da je smrt pa nasilje, kot da je nekaj lepega, v ameriškem filmu z Bonnie and Clyde so pa to pokazali, da je to nekaj grga, da je to nekaj groznega, nasilje je tudi na ta način spremenil malo percepcijo. Ja, jaz verjamem, da na precej ljudi nasilje ne vpliva tako, da bi se kaj dogajalo. Mislim pa, da je zraven tudi precej varovalk, ki preprečujejo, da bi se ta domišljijski svet spremenil realnega. Da je pa to tvegana stvar, imamo pa nažalost hude izkušnje z Balkanom, ko se sosedje, mirni, prijazni sosedje spremenijo v klavce čez noč. Do takrat jim nasilje tudi ni več škodovalo, ampak ne, vsi niso vsi klavci. Nekaj pa bistveno več, kot bi si bili mi pripravljeni priznati, oziroma nas bi bilo najbrž toliko več. Prvi citat imam. Takoj, ko izbruhne morija, kakršne so bile balkanske vojne, se množica mirnih sosedov in navadnih državljanov, povsem navadnih ljudi spremeni v klavce. To nekako po Hannah Arendt. Torej, potencialno čez razmere se zaostrijo, se spremenijo, je tudi med nami tlele, ker smo čisto dobro misleči ljudje, je med nami neki potencialnih zločincev, hudih. Zato je treba vsak dan moliti, da ne bo priložnosti za kaj tazga. Ja, pa ne samo tam, še kaj narediti, Torej, dobro, zdaj, filmi pa na nek način vplivajo, pa mediji, ampak mislim, tako moje skromno mnenje,
bistvo še zmeraj v človeku to, kar sabo prinese na svet, ne, če bo nasilen ali ne. Namreč en možakar iz Sarajeva mi je rekel, da v teh zaostrenih razmerah, ne vojnih, da se je pokazalo, da tisti, ki so bili prej dobri, da so postali ekstremno dobri, ne, tisti, ki so bili pa prej že malo barave, pa prevaranti, so pa postali ekstremno slabi in tudi zločinci, ne. Tako da ni nujno, no, da je to vse, nekako. Ste tudi vi rekli, da je dednost, okolje pa samo aktivnost, ne, da poganjajo človeka. Da večno ganka v kakšnih deležih vplivajo te tri stvari in koliko res prinesemo na svet. Samo pa, da se pokaže, da precej prinesemo na svet. No, ko smo pri teh zločinih, zdaj to moje ključno vprašanje za utrjevanje gradiva. Zakaj ne smrtna kazen, zakaj ne dosmrtni zapor za naša dva slovenska serijska borilca, za hude zločine masovne na področju ex-Jugoslavije, za nacistične zločine, za povzročitelja najhujših masovnih zločinov, za množičnih umorov, za Breivika, ki je bil 77 nedolžnih otrok praktično, ne, za Odila Globočnika, SS-ovca slovenskega rodu, ki je zakrivil, ne osebno, ampak organiziral smrt 2 milijonov ljudi, na koncu koncev za Hitlerja ali pa Stalina. Zakaj njih hraniti ali pa jih vzdržati pri življenju, zakaj ne ubiti? Ja, se to ni enostavnega odgovora, zlasti težko je prepričati nekoga, ki je vzpostavljen tak močan čustveni naboj, tako kot vi zdaj, ne? Ne, samo vprašal sem, nisem se opredelil. Zakaj ne? To mislim, jaz imitiram neko splošno uveljavljeno mnenje. Seveda, nič ne ogovarjam. Ja, moje izhodišče je strašno enostavno. Prvo je, da ne verjamem v rojenega zločinca. Seveda prenesemo marsikaj na svet, ampak to pa spet ne. In če potem odvežemo okolje, so krivde, se mi zdi nekorektno, tudi do storilca. Storilc gre tako po korakih, od malega k težji stvari, najprej že fizično ne more več kot toliko hudo delovati s časoma pa vse bolj. In na tej poti nikogar ne ustavljamo. In to je naša odgovornost. In najlažje je potem te odgovornosti se znebiti, tako da rečemo, ta je za navisece. Istočasno ga bi pa morali zabrezati pred 10 leti, ko smo slišali v njegovem stanovanju, kako pretepa otroke, pa smo rekli, to je stvar sociale, to je stvar policije, jaz se to ne bom mišel, ko mi v same sitnosti, pa bo še pomenki pali. Za Breivika so že rekli, ko je bil otrok, da bojo hude težave z njim, pa kot ste rekli, se nihče ni z njim ukvarjal. Ukvarjamo se pa zdaj posledice so pa strašne, ne? Ampak če bi se nekdo prej ukvarjal, bi mogoče bilo drugače. Poročilo za Breivika je vsebovalo opozorilo, že ko je bil v vrtcu, tam nekje pri 5 letih, da ima ne take resne vedenjske vzorce, oziroma obravnavanja vredne vedenjske vzorce, ampak ti si potem kako razgubil, oče je tako nekam odšel, mislim, da je bil v neki diplomatski službi, ampak iz teh vzorcev, ki jih je kaj s tem, koliko prinesel na svet, oziroma podlage za take vedenjske vzorce, s tem se ni nihče ukvarjal. In potem je v eni taki čudni izolaciji v svojem svetu koval te načrte, ki so ga pripeljali svet tako daleč, in nikogar ni bilo v bližini, ki bi se hotel s tem ukvarjati, pa bi se moral, ker so bili pravočasno opozorjeni. Poveste, napišete tudi, da je odnos do kaznovanja zločinca, se pravi, ali kot iz stališča žrtve, ne, ali pa iz stališča družbe, da je tudi stvar moralnega razvoja, moralnosti. Se pravi, neke teorije pravijo, torej to na prvo žogo, ker večina lahko razume, da je zločincu za storjanje dejanja treba povrniti z isto mero, ne,
ali pa še malo več. Obstajajo pa tudi drugačni pogledi, ne, da ne ta retributivnost, ne, se pravi povračilnost, obstaja pa pogled, da nadaljujte prosto. Kako ciklično grejo tele pogledi? Ali po domače, vsaka vojna se konča z mirom, pa se navličamo miru spet prije do vojne in tako naprej. Podobno je z vero v človeka. 45 leta se je nehala ta velika morija. Ustanovna listina OZN ima neke velike besede o veri v človeka in v tisto, kar je dobrega v njem. In iz tega se je rodila tako imenovana tretmanska ideologija in praksa, spravo ukvarjati se z delinkventi, pomagati jim, prevzgojiti jih z vsemi zlorabami, ki so hitro sledile, ampak vseeno, osnova je bila zaupanje v človeka in njegove potenciale, da ob neki pomoči, da se lahko spremeni. Pok se nam je tega nekako navličali, oziroma ko smo se sam pretvarjali, da delamo nekaj z ljudmi, pa je pa nas to počas trde roke, pa se pa spet mečke domakne in to gre v takih valovih. Ja, zdaj je bil tak liberalen utopija, zdaj pa spet postaja bolj na trdo. V knjigi Kult žrtve, mogoče, kot sem rekel, najbolj provokativni pa napredni, bi rekel, ne, je Marko Bošnjak v uvodu zapisal, da nas v tej knjigi takoj soočite z dilemo, ali žrtvino trpljenje zahteva, da se mu poklonimo z enako količino trpljenja tistemu, ki je za to trpljenje odgovoren, ali pa je za odpravo žrtvinega prikrajšanja potrebna drugačna, precej zahtevnejša pot. Kakšna je ta pot? Ja, to pa tisto, ko imamo pa nas polna usta žrtv in prisluhniti žrtvi, v resnici pa nič ne naredimo za žrtvo. Ali pa zelo malo žrtv zlorabljamo zato, da uživamo v visoki kazni nad storilcem. In v tistem trenutku, ko izrečemo visoko kazen storilcu, žrtvo odvržemo. Čisto popolnimo vsem, kaj z njimi. Tipični primer so koroški dečki. Spomnite se tega? A koga, ki zanima, kaj je z njimi? Dokler smo jih lahko uporabljali v politično-sodne namene, pravzaprav bolj politične kot v sodne, takrat so nam bili neka svetinja, za katero vemo, ki je morajo biti. Takrat smo res vsi sedeli, kaj s temi dečki. Če je prišel do neke odločitve, ma kdo še ve za nje. To je tipični primer, ni edini, ampak je bolj pravilo kot izjema. Ko smo pri žrtvah, pišete tudi, da žrtev kljub temu, da je utrpela škodo, krivico in hudo trpljenje za to, kar se je zgodilo, pa da seveda ni zato nič kriva, ne, je preobremenjena zlom, zato ne more biti pravičen kaznovalec in kaznovanje storilca, no, to je druga. Torej, ne more, ta položaj žrtve je v bistvu neki sveti položaj, nihče se ne sme v to vtikati, ne. Vi ga v bistvu malo sesujete z tega piedestala, ne, kot žrtev kot posameznik, pa žrtev kot sistem. Ne. Tudi Slovenija delajo sebe žrtev, Cerkev delajo sebe žrtev, Židje delajo sebe žrtev. Torej, imamo sistemske žrtve, pa posamezne žrtve. Če greva najprej kot posameznik, ne. Torej, žrtvi se je res zgodil nekaj hudega, kot ste vi rekli, ni samo v njenem imenu vse, ampak nihče zares ne poskrbi, ne, ali se poskrbi za žrtve posilstva, niti ne, še enkrat se jih izpostavlja, pa morajo dokazovati na sodišču v teh groznih podrobnosti, kaj se jim dogaja, praktično one morajo dokazovati, da se jim je to zgodilo. Nihče, jaz nisem slišal, da bi obstajala neka strokovna pomoč, koliko se ta kazen izreče, je prepuščena so prepuščeni samemu sebi, ne. Po drugi strani pa žrtvi, kar je malo, kako bi rekel, problematično, žrtvi odrekate sposobnost presojanja, ne, kot naprimer Simon Wiesenthal, znani lovec na naciste, ki je bil, ne, human in nekaj pravil se je držal. Ja, tako.
Ampak, ko je pa prišlo do tega, kaj pa Izrael, država Izrael dela Palestincem, ne Palestini, ker ne obstaja, ne, oziroma je ukinil, ne, potem pa je on zgubil kot žrtev holokausta, kot človek, ki je ogromen pretrpel, zgubil člane družine, ne vem kaj, ne, pa ni več sposoben, ne bom rekel empatija, ni več sposoben objektivnega presojanja, ker je osebno zaznamovan. Torej, to je tak primer, malo bolj splošen, ki ste ga videla, ne, problematičen položaj žrtve. Celo Wiesenthal. Jaz mogoče nisem tako sesul žrtve, ampak sem samo opozoril, poskušal sem na to, da je ta položaj žrtve že pred tisočletji postavljen proč od sodišča. Žrtev ni tista, ki bi lahko sodila. Vse starih nekih zakonikih ima žrtev posebno neko oddaljenost od sodišča. Se ravno zaradi tega vzpostavljamo sodišče, da žrtev sama ne išče pravice v osebnem obračunavanju. Ja, storilcev. Ampak to načelo se maje zlasti v Ameriki, ker imamo en tak poseben inštrument, ki se mu reče Victim Impact Statement, oziroma prav skoraj da ena predstava, ki jo uprizori žrtvu in govori o tem, kaj se je zgodilo, ali pa sekundarna žrtva, naprimer starši, ki izgubijo otroka, ali se ne nujno, da je otrok lahko že odrasel. Ampak potem starši tam opisujejo na sodišču, kako so se igrali z otrokom, kako so spremljali njegovo odraščanje, kakšno veselje so imeli vsako novo leto. Tisti drobni utrinki iz družinskega življenja, ki so srce parajoči, zato, da bi sodnik lažje ocenil, kako huda stvar se jim je pripetila, ni izrekel pravičnejšo kazen. Ampak ta kazen je morda pravična samo z vidika te žrtve, objektivno pa ne. In tukaj je sjajen film, ki ga jaz omenjam v tej knjigi Dead Man Walking, Zadnji sprehod. Ja. In starša, zlasti oče ene od teh deklet pokojnih, ki mora gledati, kako z injekcijo ubijajo tega storilca in je pomirjen šele takrat, ko zadnji krči prenehajo in se tisto truplo umiri in takrat je pa justice is done. Takrat je pa svet poravnan. Jaz pravim, da žrtev, ki rabi to za svojo pomiritev, je zelo, zelo bolna. Jaz se spomnim enega drugega filma, najbrž ga je lepo gledal, iranski, Daybreak, Zora. Torej, tle sem se spoznal z njihovim sistemom. Imamo morilca, ki nekoga ubija in morilca sodišče usodi na smrt. Ampak družina tega žrtve pokojnika, sodeluje tam, smrtna kazen za obešanje, je tam zraven, in če oni mu oprostijo, če pač dajo neko oprost, mama predvsem je tle bila centra, če se to zgodi, ga pa spustijo dobesedno. Torej, sodelujejo tudi žrtve na nek način, in tam je bilo zelo dramatično in čustveno, pretresljivo. Moram reči, da tisti družina tega obsojenega, ki praktično zanko okoli vratu prosi milo, ali ne spomnim se več, ali s besedami ali pogledi, mama je neomajna, vemo kaj je, če izgubi svojega otroka, in na koncu mu oprosti in pride na to neko višjo moralno stopnjo. Mislim, tako močno pa pretresljivo. Od teh filmov s kaznovanjem so Amerikanci zmeri malo dramatizirajo tako, malo patetično. Ta je bil relativno, mislim, kako rekel, dokumentarističen, Dead Man Walking. Ta je pa čist nekaj posebnega, Toliko ilustracijo. Američani morajo pač upravičiti svoj sistem. Projekt Justice dan takrat, ko človeka ni več. Zanimivo pa, da Iranci posnamejo film, ker tudi Iran je znan po zelo strogem kaznovanju in je bil v družbi mesedi 5 držav, Amerika, Iran, Pakistan, ostalih ne znam točno našteti, kjer so do nedavnega, zlasti v Ameriki so to prakso prekinili šele pred nekaj leti,
izvrševali smrtno kazen tudi nad mladoletniki. No, ampak skozi umetnost, skozi izražanje so dalj prišli od Amerikancev, ki imajo neprimerno močnejšo tradicijo, znajo manipulirati čustva in mene je to presuno ta film. Moralno je, mislim, bistveno in temeljno vprašanje postavljeno. Ok, to so težke pa mračne teme, napisali ste tudi, da ste se v svoji praksi srečali z ledenimi ljudmi, ki niso sposobni nobene empatije z žrtvijo ali pa niso sposobni se soočati s tem, kaj se naredi na noben način. Ne veliko, ampak nekateri. Predstavljamo si torej, da vaš poklic, to, kar ste doživeli, ni lahko. Zanima me osebno, kakšne posledice pušča, kako se regenerirate, mogoče v ilustracijo samo Rubel, sin od Janeza, znanga psihiatra, mi je povedal, on je umrl tam pri 75, pa je zelo zdravo živo, pa če bi se rekel, kako pa mislim, da je relativno mlada. Je rekel, da ukvarjanje s temi težkimi zločini, s temi hudimi travmami, patologijami, da jemlje v človeka, da dejansko se topiš tudi kot bitje, da se v tem svetu, v tej patologiji, da se ne da dolg časa zdržati, pač, vse je relativno, ampak da ga je to pobral, kljub temu, da je zdravo živo, da je hodil, da je jedel, fit in da je vedel, kaj hoče. Torej, kako vi to doživljate in prenašate? Ja, jaz sem skozi tak. Sem psihološko. To, kot so včasih rekli, bruto registrsko tonažo bom od konca pubertete naprej, tako da tega ne znam oceniti, kako bi vplivali name. Seveda, ko sem šel po slabih 10 letih pravosodja, Ministrstva za pravosodje v zapore, je bil samo en zapor, v katerega bi šel in v tega sem šel. To je bil ta odprti, ki je pomenil zdravo klimo. Tukaj ni bilo, kot sem prej rekel, alkoholizma, samomorilnosti in si domišljamo, da smo bili zdravo utrujeni. Med ženskami, kaj vem, seveda se srečuješ z zelo različnimi osebnostmi, kot bi se tudi med moškimi, med temi nekaj ledenimi psihopati, kot bi tako malo grdo rekli, ki je izjemno malo, in še to imam v spominu, dva moška, predvsem, s katerima se nisem tako direktno ukvarjal, če bi na gostilniških humor uporabil, bi rekel, da trobec je vsej toplo pičko, sem imel za ženske topli dom. So pa nekateri, kjer te pa lahko zmrazi, ker pa vidiš, da deluje po tistem principu škorpiona, ki plava na žabinem hrbtu, ker sam ne more čez vodo in ga žaba pelje samo zato, ker vede, če jo bo pičil, boste šla oba pod vodo. Na sred vode seveda škorpion piči žabo in mu samo upana reče, a vidiš, kaj bo zdaj oba bova umrla. In škorpion reče, ja seveda vidim, pa to je močnejši od meni. Tako je tudi z nekaterimi, med tem je tudi Plut. Drug tak je na prostosti služil slabih 20 let. Nobenega ne bomo imenovali, da nas zasejemo v strahu. Ampak takih je v resnici tako malo, da je neka verjetnost majhna. Ne vem pa, kje zatijo neki varovalni mehanizmi. Ko je Plut naredil samomor med zadnjim prestajanjem, mislim, šele pripora, po 3 umorih, je bila najbolj nesrečna ženska njegovo takratno dekle. Kaj s tem narediti? To ste tudi vprašanje postavili pri Friclu, da če še nekako razumemo to patologijo, kaj je on to počelo, čeprav je grozna,
Ampak kako razumeti to, da je on, ki je bil v zaporu, da je prejel 200 pisem od žensk z ženitnimi ponudbami. Pa to je samo 200, ki so jih dejansko napisale. Ja, mogoče jih je 2000 takih, ki se to želijo. Mislim, kaj se to res ostran dojevanje. Za uravnoteženje bi moral reči, da morda tudi, če bi se še taka opupna morilka pojavila, bi se tudi temu našemu mojemu spolu utegnilo kaj podobnega dogajati. Nisem nič optimističen tudi. Ne samo zaradi vrednostnega uravnoteženja. Ok, niste mi glih odgovorili na to osebno vprašanje, kako to malo ste strokovno, zavilno strokovno. Ja. Mogoče, če je dodatek, ja. Seveda, zdaj se rešujem z autobiografijo in nikakor ne več s kakšnimi težkimi temami. Da gremo malo ven iz teh težkih tem, ki imam jaz so že prepravljeni, mislim, da smo bistvo že povedali, oziroma mogoče bo tudi kaj posneje vprašal. Lani, tik pred koncem leta, je šla knjiga Pismo nigerijske vdove, še prej 2015 pa Fanči iz psihiatrije. To so zbirke res takih kratkih črtic, ne? Kot sam če rečemo, kjer je naš doktor, ki se ukvarja s precej mračnimi, težkimi stvarmi, v sebi odkril nenadoma Woody Allena. Torej, dela se norca iz sebe, v vesoljni Sloveniji se predstavlja kot neumen, nesposoben, nespameten, nestrokoven, neuravnovešen, nesamozavesten, nekompetenten. Vse živo, edin, kar pa ne moramo čitati, je, da je nesmešen, nezanimiv, pa nesamokritičen. Skratka, v prvi knjigi je res praktičen serija teh autobiografskih dogodkov, kjer vi izpadete kot smešen ali nesposoben ali karkoli. Vsak ima šibko točko, je pa ne 20 njih. Ampak kako ste se odločili teh svojih šibke točke vse da poudarite? Niti enkrat niste podlegli, kako bi rekel, skušnjavi, da bi se malo predstavljali v luči, to mi je pa uspelo, da sem pa frajer izpadel. To vse sanje vsakega moškega, sicer lahko skriva en čas, na koncu pa izpade. Vi ste pa od A do Ž ne. Pa še čakam, da uspi. Torej, ne rečem, da je tale Fanči iz psihiatrije zelo zabavno branje in tudi kratko se prebere res jaz medtem, ko dosti berem, ko sedim na WC školke, tako da lahko 2 ali 3 novele preberem v ene ljudi. Medtem, ko druga, Pismo nigerijske vdove, je že mogoče malo bolj kompleksna, niso stran pa pol ali pa 2 strani dolge črtice, ampak so že malo daljše in ne ukvarja se naš doktor sam sabo, ampak se včasih tudi vtakne v koga drugega, naprimer v Zmaga Jelinčiča ali pa v Plemenitega ali pa kogarkoli. To je bolj izjemno, da sem napolnil prostor. Deloma so to kolumne iz dnevnika, deloma so to originalni. Nekaj tistih, ki se mi je zdelo, so tako primerne za tak žanr in sem tudi povedal, pa vsaki tako korektno, da je bilo to že objavljeno v dnevniku. Ste pošteni. Mogoče je kaj dodano tukaj, ampak bistveno pa ne. A gre za to, da je prva tako dobro uspela, da so zahtevali nadaljevanje, da se je dobro prodajala, ali pač vi z avtoterapijo nadaljujete, ne glede na komercialno uspeh? Jaz sem na srečo stalno službo. Si bomo predstavljati. In boste nadaljevali še s tretjo? Ja, treba najti založbo, ki gre v tako tveganje. Pa trilogije so zdaj v modi, ne? Kdo je v modi? Trilogije so v modi. A ja, trilogije. Zdaj imate dve, še ena manjka, saj še. Ja,
Hvala za spodbudo. Ok, več ne obljubite. Dobar, jaz bom zaenkrat zaključil, verjamem, da bi se vi želeli še kakšno vprašanje postaviti našemu gostu, pa bomo še kaj vmes rekli. Zaenkrat pa hvala lepa, hvala za vaše odgovore, hvala, ker ste prišli, pa en lep aplavz bi zaprosil. Hvala za aplavz in za zelo prizanesljivo moderatorstvo. Ta zaščitni znak za upotrebec, v smislu, da ste se dolg časa ogledovali mene in potem prišli na to asociacijo. Bom vrnil. Torej, Dragan sploh v prvi knjigi velikokrat omenja postavo in se naučuje, da je šohotna in tako naprej. Mogoče gledajte iz drugega stališča, če bi bil zunaj sneg, pa če bi se šla midva kepat, bi bil dvakrat večjo tarčo in večji izkoristek. To je prvič res, drugi se moram pa pohvaliti, imam izjemno težak karakter. To se je dal nekako vedeti iz priloženja. Ok, spoštovani obiskovalci, nadam z besedo, kar vas zanima. Žan Kanojev. Vse, ki znam po imenih. Se jaz imam dva vprašanja pravzaprav. Ne vem, takoj oba povemo ali eno za povemo? Eno za eno. Prvo vprašanje glede tiste smrtne kazni. Ko sta se o tem pogovarjala, jaz sem dobil občutek, da kot odgovor na vprašanje, ali smiselno imeti ali ni smiselno imeti smrtne kazne, ste odgovorili, ali sem jaz narobe razumel, kakor moramo se ukvarjati s preventivo, ne s kurativo. Ampak mislim tako nekako. V smislu, da mi moramo preprečiti nastajanje takih primerov kot od Hitlera do vsega živega. Ampak jaz mislim, da moramo se ukvarjati in s kurativo in s preventivo, se pravi in pod skoznovanjem in to. In če je mlad človek lahko se še spremeni, oziroma takrat so še bolj nekako dovzetne do novih idej, do sprememb. Če je nekdo že 30-40 let star, je manjša verjetnost, da se bo spremenil oziroma karkoli. Eno so že bolj do smrti, no, meni se zdi. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Kakšen je vaš odgovor na to problematiko? Po eni teoriji se človek tam od 20 leta naprej ne spreminja več. Ampak jaz včasih vprašam, če imate pred očmi časopis Delo, pa obrnete pred zadnjo stran in pogledate v levo. So oglasi. In tisti oglasi so namenjeni zreli populaciji, ki zanika to izhodišče, da se človek ne spreminja. Ogromno ponudb imamo. Društvo za nenasilno komunikacijo, društvo za odvajanje od alkohola, od iger na srečo, od ne vem česa vsega. In to je vse namenjeno tudi zrelim starim ljudem. Se pravi, da je neko upanje, to je ena stvar. Seveda za take izjemno hude ala plud, če si jo vzamem pred oči, ne veš, kaj bi z njim naredil in potem mora nastopiti tisti varnostni element, ki pa ni v smrtni kazni, zaradi tega, ker ima veliko slabih stranskih učinkov. Še do smrtni zapor, ki smo ga upeljali pri nas, je povzročil povečanje zapornikov preko vseh meja, zaradi tega, ker avtomatično sodniki izrekajo višje kazni za goljufije, za rope, za vsako stvar, ker je zdaj najvišja sankcija do smrtnih zapor, ker ni več samo 30 let. To je eden od stranskih učinkov. Vse kaznovanje se dvigne z eno stopnjo. Za take, ki bi se jih utemeljeno bali, ki jih imam jaz pred očmi v zadnjih 50 letih, samo 2 parka, ker je tako unikum, pa za te 2 res zaostriti zakonodajo in pristati na smrtno, recimo smrtno kazen, ki potegne za sabo takoj po principu domin še vse tiste, ki niso tako nevarni, ali si izbrati obliko nekega nadzora, ki učinkuje,
Ali najti zasilni izhod, kot je na primer 30 let za 40 let starega človeka in ko pri 70 ven, je že fizično malo verjetno, da bi še kaj zmogel. To se sicer grdo sliši, ampak to je en tak zasilni izhod. Konec koncev, če se spomnite Artukoviča, so pripeljali z avionom in na nosilih in je umrl med samim procesom. Gotovo bi mu pa pri tistih 90 in toliko, kolikor je imel čez, ne izrekli par mesecev kazni za vse tisto, kar je počel. To so neke praktični nasledki kaznovanja. V principu pa ne bi smela po eni strani nas zapustiti, ne bi nas smel zapustiti nek proizvoljni optimizem. Res pa je, da sem pa te spodleti, ampak spodleti pa tako redko, da na račun teh redkih izjem ne kaže spremeniti celotnega sistema. V zadnjem seveda pa bilo moje sporočilo tudi o tem, da smo za oblikovanje take osebnosti vsi odgovorni. Ne čisto vsi, cela Slovenija za enega tropca, ampak tisto ožje okolje, kamor spada njegovo delovno, predtem šolsko, potem partnersko, potem sosedsko. In pa se pa te odgovornosti nenadoma znebimo. Če rečemo, to je njegov problem, njega bojo obesili, istočasno se mu pa pustil, da se je razrasel v vsej svoji delinkventnosti, ki se je iz dneva v dan stopnjevala. Ker to ni naš problem. Jaz ne bom posegel, ker nisem poklican za to. Če bi pravočasno, ko še ni bilo velike nevarnosti, vsak med nami posegel, to je seveda idealna situacija, ki bi vodila k temu, da ne bi bilo žrtev pri nas. Ampak, če bi vsaj polovica nas to naredila, bi bilo pol delinkvence, ali pa bistveno več kot pol delinkvence manj. Samo ta odtujenost med nami z mnogih razlogov povzroči tudi to, da nam je vseeno, če nekdo drug trpi. Ker to ni moj problem. Meni je zdaj kar v redu. To pa spomnil še na en sijajen film. Mislim, bil Šok koridor. Ja. Ne, spomnil se vsebine, samo mislim, da po tem imenom, da sem se že enkrat zmotil, da je bil drug film. Ampak se ni važno. Gre za prizor v Metroju. A ne, to je pa incident. Incident. Larry Pierce. 1964. Se smo moče Štefančičem pogovarjali. To bo čovno jezdivo. Da ne pozabim, ker smo prnemo, tema mama, Cankarjeva mama žrtev, bova pa še načela, ampak sam da ne pozabim. V Metroju dva tipa nasilneža terorizirata cel tist vagon dolg, v katerem je 30 ljudi in ti ljudi niso povezani, nič ni med njimi. In vsak od teh 30 je prepričan, da se njemu ne bo nič zgodil in pol gleda, ko terorizira nekoga, vse gleda skozi okno, krasna pokrajina, kakor je na podzemni železnici. Ni ga. Ni nobenega nasilja, nič ni, dokler seveda tista dva nasilneža ne prijeta do njega. Pa hudo, pa gleda okolja, se bo kdo potegnil zanj ali ne. Ampak ker je 30 preglašenih ljudi, egoističnih, brez kakršnekoli povezave, se praktično do konca nič ne zgodi. In če bi bil to en kupček ljudi, ki se kakorkoli poznajo med sabo, ni najmanjše možnosti, da bi tista dva terorizirala 30 žrtev. In pa samo vprašanje, zakaj med nami nikoli ni toliko empatije in toliko povezanosti, da bi se potegnili za nekoga. Konec koncev jaz danes vas prvič vidim. Kaj bi zdaj naredim, ko vas bo en kluftal sred ceste? Ja, pomagajte si, že poznate, že veste, kaj ste naredili z njim. Če so soseda v bloku, bom ravno tako šel mim, sam mi bo manj težji, ker se bo jutri srečala. Če vam še posebna situacija, bom pa mogoče posegel. Če bom pa vedel,
da bova takoj oba dva zlasti Korpulentno. tako je, hvala za besedo, pristopu zraven, mi bo pa še bistveno lažje. Ampak tega ni med nami. In to bi bilo tako zdravilo za preprečevanje tega, kar ste rekli, preventiva, najboljša preventiva. Da človek ve, da ne more nekaznovano početi, ker bo takoj med tistimi, ki ga opažajo, dobu nazaj. Ali bo dobu po glavi, ali bo dobu neko oviro, samo tega mi ne postavljamo. Še en vprašanje. Spravi, jaz to na svoj način bom razložil. Se pravi, moramo največjo dovoljeno zaporno kazen moramo indeksirati v skladu z starostjo upokojitve, ne? Ker staramo zdaj s priseljenskih, marsikdo je še vitaljen, pa gilen po to. Tako da 40 let in tako naprej. Ampak, ne, jaz sem to je bil zdaj prehod na drugo vprašanje. Samo dodatek kratek. Od leta 56 naprej do leta 98, skoraj pol stoletja, smo imeli najvišjo zaporno kazen 20 let, pa še ta je bila samo izjema, za najhujše stvari sicer pa samo 15, nič med 15 in 20 v Sloveniji. In smo bili popolnoma varni. Nihče se ni čutil ogroženega za to, da bi moral zahtevati zvišanje kazni. Ko pa to razumljivo, ko smo postali pa svobodni, se pa začela ta meja nenadoma dvigovati na 30 let in potem na dosmrtni zapor. Dodatek temu, hvala lepa. Drugo vprašanje. Lahko še jaz nekaj. Kaj menite o svobodi govora in sovražnem govoru? In preventivi, in nas samih. Ja. Zdaj, definicija sovražnega govora me spominjala na tako staro filozofsko vprašanje, koliko zrn peska je kup peska. A je 26 zrn še nekaj, kar ni kup, 27 zrno je pa že kup peska. In težko je reči, da je sovražni govor. Seveda so situacije, ki je to popolnoma jasno. Malo je odvisno od prizadetega, to je sicer na področju žalitev, tam je, zdaj še malo boljš vidim, da ste dva sodnika. Sodnica. Ni pa še kup. Ja, to šel, hvala, ni še kup sodnikov. To je zelo težko oceniti na področju odnosa eden proti drugemu, kaj je žalitev, kaj je obrekovanje, upravljanje, vse to. Ni pa tako težko ugotoviti konec koncev za določene oblike, ki se pri nas ne preganjajo, kaj je sovražni govor, ker jih preganjajo povsod drugje po Evropi in pa nas ne. In o tem je bilo veliko posvetovanj konferenc, jaz, ki nisem specialist za to področje in ki to gledam bolj z kriminološke perspektive, mene so povabili vsaj na 4 taka posvetovanja, da bi kaj povedal. In mi je bilo jasno tako, ko sem v začetku, mislim, da to že tukaj je rekel, da zibelka sovražnega govora je bil naš parlament. In potem smo dobili doma Krila in je sovražni govor poletel visoko in ga nihče ne omiluje več. Mi smo s puškom Italijezom streljali na izbrisane, najprej smo jih izbrisali, potem smo se režali tej Jelinčičevi domislici, in potem smo ženskam pregledovali mednožje v parlamentu in še marsikaj podobnega. In če to ostane kot zgled najsvetlejšega telesa pri nas, predstavnika oblasti, ja, dolgo še mene zadrževal, da ne bom postavljal vsaj v Twitterih plinskih celic za cigane pa za begunce. Ne znam odgovoriti na vprašanje. Najbolj je podobno temu, da v tistem trenutku, ko nam nekaj ni všeč, da se oglasimo, to zelo jasno povem. Meni je bila sjajna reakcija namestnika varuha človekovih pravic, ko so se pojavili trenirkarji, je prišel v Odmeve v trenirki. Bistra, neagresivna, pa zelo jasno sporočilo. Tega je veliko.
Žal, še ti povej zdaj. No, pa lahko jaz. Samo tako, ne, kot zadnji, ko je bil v Sloveniji na smrt obsojen, je bil Trobec. Ni bil. Je bil, ampak je bila potem znižana kazen. Ja, ja. Se pravi, da čez malo črnega humorja tamle na mestu smo v Rondoju Bitcoinu bi lahko stala tudi krušna peča. Mislim, v spomin na to. Še nekaj, če poznate tisti primer, ko je tudi iz Kranja. Eden, ki je strica zaklal v lokalu in je bil čez 3 leta zunaj, po čez leta je pa še očeta zaklal. Pred 6 leti je pa še partnerko in je zdobil zdaj samo 15 let. Ne poznam to dobro. Damjan, no, mislim. Ja. Damjan Naglič, iz Čirč. Ne poznam to, da bi lahko karkoli pametnega rekel, čeprav iz vašega vprašanja se mi zdi, Ker da je nedopustno pacient pa šel skozi. Ja, in lik zaradi tega, ker je pa lik to dokaz, kar ste vi povedali, da se oni z njim niso prav ukvarjali. Ker je prehiter prišel ven iz zapora. Ker on že, ko je bil na pokojni je delal že pizdarije, a ne. In bolj enkrat, ko sem se zbudil, prežgem tere tekst o Četomoru v Čirčah pri Kranju, evo, se rekel, največje fotra pospravil. No, Ko na hitro se lahko sam marsikaj strinjam z vami, da je bilo res veliko narobe. Ne bi pa znal s prstom pokazati zdaj na koga. Lahko še nekaj vprašam. Dolžina kazni, kak je vaš pogled na pedofile pa na morilce? Glede dolžine kazni, pa na posiljevalce, pedofile pa morilce. Ali delate tukaj kakšno razliko, ali kako to ocenjujete? Pod besedo pedofil se skriva oziroma odkriva izredno širok spekter ravnanja. In najprej treba ugotoviti, kaj pedofil počne. No, mislim, da je reči tisti, ta pravi pedofili, ki jim je dokazano, da so zlorabljali, rečemo, 6-letnega otroka. Ja, tudi ta zloraba pomeni lahko marsikaj. Ljudje sedijo zaradi tega, ker so otipavali nekoga. Sedijo, če smo bolj nazorni, zaradi tega, ker se nekdo samo zadovoljuje pred otrokom. Končna slika na tej lestvici je seveda spolni odnos. Kazen seveda se pa giblje od enega roba za tiste najblažje oblike, ki so lahko še zmerom izjemno hude in traumatične za otroka, ima tudi posledice, do tiste skrajne. Se pa razvila ena čudna morala v zaporih na račun pedofilov. In to je to, da pedofila lahko vsak arestant pretepe po mili volji. Jaz se vprašam, s kakšnim moralnim kapitalom nek morilc ali pa kdorkoli drug tepe kogarkoli. To je samo legitimacija nekega nasilja, ki se ne razlikuje bistveno od nasilja na nogometnih tekmah. Vse tekma ni pomembno. Pomembno je, da se lahko stepemo bolj in da je to del folklore. Kot na nekdanjih veselicah desetletja nazaj, ko ni bilo prave veselice, če niso bila čreva na plotu, pa če nikoga pobrali. Takrat je bilo to nekako legitimno. In kot v nasilju pod maskami govorim, da so ljudje tele šine pustne kurente. Masko kurenta uporabljali za obračunavanje, pod masko za poravnavanje starih računov. In so potem kurentovanje v nekem obdobju prepovedali samo zaradi tega, ker so kurenti skrivali bodala, pištole, nože, vse sort. Ta morala, veste, da so pedofili vedno na dnu, jaz sem to videl v tujini v zaporu, ker se je na dvorišču sprehajal samo en, ker nobeno drugih obsojencev ni hotel biti z njim, pač pedofil. Ta morala je zelo šibka, pri čemer nočem reči nikakor, da so to neka blaga dejanja ali pa da jih je potrebno kako drugače obravnavati. Sploh ne. Govorim samo o tem, da ostali storilci imajo nobene moralne podlage za tako ravnanje z njimi. Seveda gre za huda kazniva dejanja.
Tisto, kar je dobro imeti pred očmi, je morebitni tretma teh storilcev, ker se v precejšnjem deležu pokaže, da so bili ti storilci sami žrtve enakih zlorab. Tukaj treba biti pozoren, zelo strokoven, veliko vedeti, in jaz gotovo ne spadam med te, ki te področje vedo. Se je pa razvilo, nek rek se je oblikoval pred časom, ravno tako iz nekih civilnih iniciativ, da so vsi pedofili hujši kot morilci, kajti morilc ubije telo, pedofil pa ubije dušo. Skratka, spet neka legitimacija, da s pedofili lahko vsakdo počne, karkoli hoče. Tukaj je treba biti zadržan. No, moje vprašanje je bilo zelo konkretno, dolžina kazni. Ja, odvisno od tega. Zdaj tudi morilc lahko ima tudi verjetno slabo otroštvo, je spostavljen takim pa takim okoliščinam in tako naprej, veliko okoliščin lahko vpliva na to, da potem pač postane morilc, tako kot velja za pedofila. Ampak končno dejanje, ki je, mislim, ki se lahko dokaže, me zanima vaš pogled, oziroma vse ste ga dopovedali, glede dolžine kazni, morilc dobi 30 let, pedofil pa 2. Ja, odvisno, zakaj dobi 2 leti, zaradi mene lahko dobi 10 let. In če se mi bo zdelo njegovo ravnanje za dovolj zavržno, se mi ne bo zdela kazen 10 let, nič neustrezna. Mene pa zanima, če lahko izpostavite katero državo, ki po vašem, da ima humano kaznovanje, kakšno je to, pa če se mogoče to pozna tudi pri izvrševanju kaznivih dejanj, da jih je manj v tej državi. Ja, korelacija kar je jasna. Država z zelo primernim, zaenkrat še vedno zelo primernim kaznovanjem, primerjavi tudi z vsemi zahodnimi demokracijami, je Slovenija. Slovenski zapori so boljši od večine zahodnoevropskih in to boljši ne zato, ker bi jih kdo označeval za hotele, ampak zaradi tega, ker je toliko malo zlorab. Jaz kot stalen kritik zaporov in vsega, kar se v njih dogaja, vam reči pred očmi sliko izpred 25-30 let, ki je bila še bistveno boljša kot danes. In to je tisti ideal, k temu bi šel nazaj. Videl sem mogoče 60, 50, 60 zaporov po Evropi. Nobena država nima samo dobrih zaporov. Skandinavski seveda so mi bili najbolj všeč, ampak tudi na Švedskem in na Norveškem sem videl zapore, ki so bili hujši po režimu in po odnosu do obsojenih kot najslabši zapor pri nas. In videl sem istočasno zapore, katerih gotovi se pa tudi mi lahko še česa naučimo. Tako da ene take enotne politike ni nikjer. Na Švedskem sem videl eksperimentalni zapor odprt, kjer so bili moški in ženske skupaj. In kjer so si vsak dan vsi pripravljali obroke, kuhali in ko sem jaz tam kot nek gost iz Balkana, so rekli, da greš na kosilo, boš jedel z nami, plačaj tiste 4 krone, sem plačal tisti drobiž in potem so odnesel pladen nazaj, pa sem šel nazaj po tem mizam, pa sem začutil, da nekaj ne štima. Sem se ozrl nazaj, osebje in obsojenci, vsak je za sabo pobil svoje kadarje. Toliko smo za slovenske razmere malo preveč. In moram reči, da mi je ratalo obupen narod. Sem šel nazaj, pa so rekli, že v redu. Bolj še bolj narod, ki sem videl, da je drug pomival moj krožnik, poleg svojega. Ko je taka neverjetna situacija. En kilometer proč je bil zapor za ženske, ker nisem ničesar razumel. Imel je ogrado kot Auschwitz, električno, to je bila prva prepreka, pa smo šli noter, je bil drug zid, pregled vsega, kar smo imeli, in potem je bil še tretji ključ,
Pa so bili pa noter ženske, ne vem, koliko 40-50 žensk, in pa so tako debel gledali, se rekel, zakaj pa rabite te silne varovalne sisteme? In so me še bolj debel gledali, pa so rekli, ja, ali veste, da ste v zaporu? To je bil zapor, ker nisem ničesar razumel. In še danes ne vem, kaj jih je vodilo. Pri tem, večino še enkrat podarjam, 1 kilometer zračne črte. Na Norveškem je bil zapor, ki ga je vodil tisto, kar je proti mednarodnim podpisom, bivši vojak. Ampak to ne navaden vojak, nek generalski čin. Najprej nas je nadrl, da smo 10 minut zamudili kot delegacija iz Slovenije. Mi smo gledali, ker nismo na nič nobeno vpliva. Nas so vozili ljudje iz pravosodja. Potem, ko se je večkrat pomiril, je rekel, iz mojega zapora zadnjih 5 let sem tukaj ni nihče pobegnil in tudi ne bom. Pa sem točno videl, koliko je ura. To je zapor, ker se potrjuje, da tega ne smeš zaupati ne vojski, ne policiji, ker je v skladu s pravili vozenja. Ti ne pridejo pošten. Tako da enotne slike jaz nimam v povprečju vzeto, seveda so bi skandinavski zapori še vedno najboljši. Redko kje so se pa tako ukvarjali, vsaj po mojih vedenjih, z ljudmi, kot smo se pri nas. Gledi se da. Jaz imam še eno vprašanje. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar ljudi pravzaprav nekako prepriča, da je dolgoletna zaporna kazen tisto pravo? Še niso seveda osebno prizadeti, ali pa se ne bojijo, da bi, ne vem, človek ponavljal tiste zločine. Se pravzaprav sploh ne gre samo za kazni, za težke zločine, a ne? Vse bi nekako, bi skoraj upala trditi, večina ljudi zaprla za čim dalj časa. Kaj podirja je tisto, kar ljudi žene, da so tako restriktivni, ali kako ne rečem, v razmišljanju? To je težka uganka, tukaj bom jaz tretji sedež z druge vrste poklical na pomoč. Čeprav slutamo odgovor, ker se dosti pogovarja o tem. Nekaj je v tem dobrem občutku pomoči. Jaz sem močnejši, tudi če nekdo drug zapre enega za dolg časa, se mi fajn zdi. Fajn se mi zdi, se nekomu godi še slabš kot meni. To je en refleks. Eden izmed mnogih možnih refleksov in zato ni čudno, da moder politik vedno pazi na to, da je v družbi precej revščine, ker tam ima najmočnejšo volilno bazo. Tam takoj zbudimo ljudi in jim povemo, mi slab živimo, ker nam Hrvati kradejo morje, ker nam begunci, ne vem kaj se ustvarjajo, ker nam geji pa lezbike uničujejo cvet naroda, ker nam narkomani to počno. Tisto veliko bazo, ki pri nas narašča iz leta v leto, je najlažje privabiti ukrepe, ki se v nekem trenutku zdijo taki, da pri tem me bojo pa ljudje podprli. Enako je bilo z dosmrtnim zaporom, ki ni zrasel na zelniku, ne sodnikov, ne tožilcev, še manj advokatov in še manj nas, ki se ukvarjamo s tem. Da bo bolj politična odločitev, da v dosmrtnem zaporu ne govorimo, ki je bila velika goljufija. A se vam zdi mogoče eden od možnih razlogov, to, da si pravzaprav mi svobodni ljudje sploh ne moramo predstavljati, ne? Vsi govorimo o tem, da je to tako kot, mislim, vsi, ja, veliko ljudi govori o tem, tako kot ste že omenili, da je še boljš kot v hotelu, a ne? Ampak v resnici v človeku odzeta svoboda, ne? On se ne more prosto gibati in to se zdi, vsaj jaz imam tak občutek, da se zdi to večini ljudi nekaj pravzaprav precej obskurnega, no? Da to, a je to pravzaprav ta zaprtost hud problem? To se pravi, da je človeku vzeta svoboda in da si tisti, ki gre prosto kamorkoli, pravzaprav te nesvobode sploh ne zna predstavljati. Jaz včasih vprašam, ja,
šli za nekaj časa v zapor, da bi videli, kako to izgleda, pa se ne bilo nič hudega. Pa zvejo, naprimer, da je nekdo dobil ene revež, ki sem jaz osebno srečeval, Martin Uhrnik, dokumentarni film je posvetil njem, ki je bil pokrival obsojen za umor, ki ga nikoli ni zagrešil in je dobil po dolgih letih je dobil par 100.000 evrov, ker ni vedel, kaj s tem početi. In pol jaz rečem, ja, za koliko časa, a šli 5 let sedeti, pa pol dobite recimo $500,000 evrov. Pa publika malo tehta. Pa jaz postavim naslednje vprašanje. Kaj pa, če bi po tistih 5 letih imeli pred sabo še 3 mesece življenja? Pa tišina. In vedo, da 5 let pomeni ne imeti moči živeti. No, samo nekaj mi je zdaj užgal, mogoče ni lih, ampak za dosmrtno kazen so v glavnem taki, ko se zgražajo zaradi tega, ko so 2-3 trgovine zaprte. Da se razumemo. Ja, hvala za ilustracijo. Ja. Lahko znaš, recimo, jaz poznam enega, ki je bil zaprt, 2 leti dolgo še v tistih časih. In on recimo se je zmenil z vodstvom in rekel, jaz sem to napako naredil, vem, da bom mogel toliko časa tukaj biti in jaz se bom tako obnašal, da vi z vana na avtom imeli problema. In je hodil, nekaj je bilo, ki je hodil delati, od takrat na tisti avtobus je mogel in on se je tega držal. In ni imel nikakršnih problemov. Tako, kad danes recimo pravijo za določene, jaz poznam enega, ki je še direktor bil, ker je zaprt za toliko časa, ki je priznal. In on ima odprti del, on lahko se s kolesom okrog voz, on mora biti sam od 8 do 8 odzuni, pa tam mora noter biti. Se pravi, ker on se točno zaveda, da je naredil nekaj narobe in ta se ne bo ponovil teh. Tako da so stvari, ki je tudi od človeka lahko odvisen, ali bo se zdaj on ponovil, ali pa se zaveda tega in se bo držal pravil. Seveda se strinjam. Čisto lep primer. Dobro, pa še jaz s tem Cankarjem zaključil, ko smo celem, kaj smo ga prej. Torej, pri drži pozi žrtve, sva se pogovarjala, žrtev kot država, žrtev kot posameznik, tudi Cankarjeva mati je bila žrtev, ki si je sama zbrala to pot in to zanimivo. Marcel je to napisal v tej svoji knjigi o Cankarju in tudi napisal, mislim, v nekem intervjuju je napisal, da je izjavil, da je bila bolj kot ne pošast, pa so dali to v naslov, pa so se ljudje zelo zgražali, ker je ona neka svetica v narodu, ni fajn, da je žrtev. Istočasno se pravim, že pred 10 leti ste napisali, da si je ona zavestno, načrtno zbrala pozicijo, položaj žrtve, da je lahko svojimi otroki tako manipulirala, obvladovala, jih imela pod kontrolo. Torej, ta večni dolg, ki je Cankar čutil do nje, je ona nekako sama sproducirala s tem, da se je naredila zadnjo desetico, sem ti prinesla, pa to si ni pa ni mu torej povedala, kar mu gre, ni ga okregala z rodulne kave, ampak je zmeri otrpala v tem svojem trpljenju in naredila iz sebe žrtev in s tem kontrolirala, manipulirala in Cankarja in svoje druge otroke. Ja, tako čist naklepnega ravnanja jaz ne pripisujem, ampak vsemi temi mehanizmi takratnih razmer je seveda iz Cankarja naredila žrtev. To je čist jasno in tam noter sem jaz objavil en moj sijajen ljubljanski grafit, ki se je glasil takole: Ivan, skuhaj si že enkrat to prekleto kavo. To mama reče kavo, Ja, seveda. Ampak tega ni rekla in imamo zdaj nacionalni mit. Ja, stalno vprašanje, kaj je pesnik s tem hotel povedati. Ja, to, da bi mu mogla povedati, peč ti nekam, pa ga poslati nekam, pa bi bilo... Ja, to malo. Ampak, mislim, pa ne bi imel umetniških del. Umetniških dela izhaja iz trpljenja, iz psiholoških zagad,
In Po drugi strani je naredila veliko dela. tako, smo hvaležni. Hvaležni smo pa tudi vam, zato ker delate, zato ker ste prišli, nadaljujte, vas bomo gledali jutri v, kaj že, Tarči. In lepo naprej, pa še tretji del pričakujemo in še knjig. Jaz sem se sicer precej namučil točno za tale zapotrebe, sem prebral natanko 5 knjig, tiste strokovne priznam ne tako natančno, ampak sem prišel do tega, da vem, da nič ne vem. In, kar je relativno bogato spoznanje, ker prej, ko sem televizijo gledal, sem mislil, da vse vem, pa vse obvladam. Tako da sem hvaležen za tretjo knjigo. Sem hvaležen. Hvala publiki za dinamičen odziv, tudi izven aplavza.